V petek 27. junija ob 20. vabljeni v Celjski mladinski center na modno interaktiado na humanitarno prireditev Gimnazije Celje Center. V soboto 28. junija ob 11. povabljeni v Galerijo Volk v Celje na odprtje razstave Celjske poletne vedute 2014. V nedeljo 29. junija vabljeni v Žalec pred hotel, kjer se bo zgodila prireditev Kolesarjenje po spodnji Savinjski dolini. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v zadnji tedenski izdaji pa smo odšli na teren. Konec koncev poletje je že tukaj in prav je, da zadnjo tedensko oddajo obeležimo tako, kot se spodobi. Sicer nam jo je malo zagodlo slabo vreme, a nič ne de. Poletni dež je vedno dobrodošel, tako ali drugače. Z nami je direktorica Celjskega mladinskega centra, v njihovih prostorih se namreč tudi nahajamo danes, Glorjana Veber. Glorjana, dober večer, dober dan, lahko rečemo. Tako je, lep pozdrav. Celjski mladinski center med počitnicami nikakor ne bo počival, delalo se bo naprej, veliko aktivnosti pripravljate. Smo že jih nekaj predstavili v naših oddajah, pa vendar, kaj morda se bo zgodilo v poletju? Tako je, bi začela kar pri avgustu, ko smo ravno v prejšnji oddaji govorili predvsem o mednarodnih projektih, in sicer od 1. do 8. avgusta se pri nas obeta mednarodna izmenjava Youth for Future, in sicer pri tem projektu, pri tej izmenjavi sodeluje 35 mladih iz večjih držav, med drugim seveda tudi iz Avstrije, Poljske, seveda Slovenije, Estonije in tudi drugih. Mi pri tem projektu vabimo mlade, predvsem tiste stare med 19 in 25 let, da se pridružijo temu projektu, ker bodo imeli možnost spoznavati, se torej učiti o različnih podjetniških kompetencah, in sicer preko različnih delavnic, ustvarjalnic, pogovorov z osebnimi pristopi, in moram reči, da bo zagotovo zelo zanimivo. Podobnih delavnic, ki so še v teku pripravljanja za mlade, še nimamo točnih datumov, ampak so v pripravi. Drugače pa tako v juliju kot v avgustu pripravljamo kreativne otroške počitnice, in sicer od 1. do 4. julija in pa od 7. do 11. in sicer vsak dan med 10. in 1. uro. Mislim, da so te delavnice med Celjani že kar dobro poznane, in tudi seveda med otroci, ki je seveda to priložnost druženja, zabave, odpiranja domišljije in tako naprej. Prav tako se bodo pa potem ponovile tudi prva 2 tedna avgusta. Ko sem prej omenila začetek julija, vsekakor moramo omeniti 4. julij, ko pri nas klub študentov občine Celje pripravlja koncert z glasbo do vrelišča. Takrat bojo tukaj Katalena in pa Funky Express. Se pravi, gre za alternativne glasbene zvrsti, vstop je prost, tako da verjamem, da bo pestro in zabavno. Torej vabimo mlade, da se pridružijo, da skupaj prepojimo to poletno energijo. Tudi med samim poletjem ne počivamo z razstavami, in sicer 30. julija se bo tukaj pri nas predstavila Nea Likar z razstavo, ki se bo pričela ob 7. uri z naslovom Kolejdoskop. Gre za koncept, ki nekako izvira iz ideje o tem, kako nove spremembe vodijo do novih idej. Njena ideja je nekako prišla z njo iz Portugalske, pri čemer pa sama razstava vsebuje različne tehnike, od grafike, modnih skic in tako naprej, se pravi tudi ostale. Potem je tukaj še 23. avgust, kjer pa pripravljamo Matic and Urban tribute show. Urban Krč in pa Matic Narek sta se že pred časom, mislim, da meseca maja, predstavila za zelo dobrim projektom, koncertom, ki se bo tukaj pri nas, ne bom rekla ponovil, vse bo še boljši, še bolj spektakularen. Imela bo ta še ekipo od Bruhalcev ognja in podobno, tako da bo res prepojena in glasba
izložba Šov Intermedia in torej vabimo 23. avgusta zopet k nam v naš atrij. 28. avgusta bomo pa zopet ponudili v naši kavarni Okuse in doživetja sveta, ki so že tudi dobro poznana, tokrat kuhinja Južnoafriške republike, tako da bomo torej združevali kulinariko in pa spoznavanje različnih kultur. Vsekakor vabim, da se spremlja naša spletna stran in pa seveda Facebook, kjer redno obveščamo, ker vsekakor bomo čez poletje pripravili še vse tiste projekte, ki nastajajo na podlagi idej sproti, ker smo seveda prostor svobodnega druženja idej in torej različnih pogledov. Takole, no vsi gledalke, gledalci pa najverjetneje že dobro poznate vsakoletno delavnico Fokus, ki se dogaja pri vas. Bo tudi letos tako? Tako, tudi letos od 14. do 19. julija tukaj gostimo Zavod Fokus. V tem času bomo tukaj gostili svetovno priznane fotografe. Tisti obiskovalci, tako tisti, ki so ljubitelji fotografije ali se profesionalno ukvarjajo z njo, bodo tako lahko tukaj nabirali znanje in tudi fotografije, ki jih bodo posneli tukaj v Celju, potem predstavili na zaključku, torej 19. julija. Torej vabim, da se v čim večjem številu prijavijo na to delavnico in nas tudi obiščejo, ker se bodo vsak dan vršila tukaj zelo zanimiva predavanja. Odlično, hvala lepa, Glorjana Veber, za vsa ta povabila, prijetne poletne dni. Želimo in vsekakor se vidimo spet v mesecu septembru, pa še prej na kakšnih vaših srečanjih, o katerih bomo z veseljem poročali. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa v nadaljevanju naše terenske tedenske izdaje k naslednji gosti. Z nami bo Jerneja Kolar iz Zavoda Celeja Celje. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Novo na Celjski koči, Pustolovski park, možnost rekreacije in športa v zavetju drevesnih debel in krošenj. Preizkusite se lahko na poligonih za vse starostne skupine. Pustolovski park, Celjska koča. Preživite svoj prosti čas aktivno. Predstavljamo novi Seat Leon, ki je popoln v vseh pogledih. Izkoristite paket dobrodošlice, ki vam prinaša brezplačno dodatno opremo. Novi Seat Leon, že od 13.990 evrov. Seat. V Tripexovih prodajalnah Drolc v Celju na Polzeli in Velenju v akciji tedna pralni stroj Candy Go za samo 389,90 evrov. Gotovinski popusti, obročno odplačevanje, dostava na dom. Tripex, prodajni center Drolc.
Tako, zdaj pa v našem studiu, improviziranem, lahko rečem danes terenskem, pozdravljam Jernejo Kolar iz Zavoda CLA Celje. Jerneja, dobrodošli tudi vi spet med nami. Pozdravljeni, dober dan. Poletje, kot vidite, čeprav se zdi malce deževno, vendar je in poletje v Celju, v Knežjem mestu, kljub dežju še vedno prinaša kopico dogodkov. In kateri dogodki so to, Jerneja? Prejšnji vikend smo lahko bili v mestu, prireditev Dobimo se v mestu je odlično uspela, vreme je bilo naklonjeno, čeprav v petek je malo ponagajalo, ne, z dežjem, ampak to tistih zvestih obiskovalcev ni motilo. Na koncu, verjamem, Jerneja, ste našteli ogromno ljudi, ki so bili veseli dogodka. Ja, jaz saj upam, da so bili, kajti v mestu smo se ljudje zares dobili, tako v petek, kot tudi v soboto, ki je bila zares prekrasna, lepa, sončna in smo združevali otvoritveno slovesnost poletja v Celju s poletno muzejsko nočjo, v dopoldanskem času pa smo razveselili kar precejšnjo kopico družin z otroci. Kaj pa se bo na primer še v prihodnjih dneh dogajalo? Danes je zadnja tedenska izdaja, zdaj 2 meseca nekako bi vas seveda radi povabili v studio, a ne bo šlo, ravno zato, ker ima oddaja malo pavze vmes, ampak Zavod CLA Celje s svojimi prireditvami nikakor ne počiva. Ne samo Zavod CLA Celje, dejansko vsi organizatorji vpeti v projekt Poletje v Celju, v Knežjem mestu, ne bodo počivali, Celjani bodo lahko sledili dogodkom vse tja do konca avgusta. Z veseljem pa povabim že ta vikend od 27. do 28. oziroma 29. junija Celjane v mesto, pa v nedeljo na mestno plažo, kjer bo gostovala Ana Desetnica, festival pouličnih gledališč. Posebej pestro bo v petek, ko lahko pričakujemo celodnevno dogajanje. Začnemo z večerno predstavo na Krekovem trgu v petek, torej v soboto nadaljujemo z večplastnimi dogodki in zaključimo v nedeljo na mestni plaži. Vikend kasneje, 5. julija, vas vabimo v izrazni svet afriške kulture. Od jutra pa do poznega večera na različnih lokacijah v mestu boste lahko spoznavali zares izjemne ustvarjalce, ki prihajajo iz različnih delov Afrike, živijo in ustvarjajo pa v Sloveniji. No, potem pa od 11. do 13. julija v Celju zaključek festivala Clown Booth. Gre za veselo cirkuško karavano, ki potuje po Sloveniji, po različnih mestih in seveda vrhunec oziroma nekako zaključek doživlja prav v našem mestu. Veselo bo, vabljeni predvsem otroci, pa starši, dedki in babice, pridite in se pridružite cirkuški delavnici, ki bo prinesla torej tudi pravo cirkuško predstavo. Če se boste najprej učili, boste potem seveda vse to naučeno tudi dejansko predstavili na čisto pravem odru. No in z veseljem povem, da letošnji srednji vek oziroma srednjeveška prireditev, mislim, da jo Celjani zelo dobro poznajo, Dežela celjska vabi, letos prvič tudi v mestnem središču, čisto tam zadnji vikend v mesecu avgustu. Vabljeni torej v mestno jedro v petek in pa kasneje tudi na Stari grad Celje v soboto, kjer bo prireditev dosegla vrhunec. No, v vsem tem času pa še nekaj projektov na Starem gradu Celje. Vemo, da je Stari grad Celje eno res izjemnih prizorišč, tako da 4. julija v gosteh pričakujemo Bojana Emeršiča z zelo zabavno monokomedijo Mulc vas gleda. Prihaja tudi skupina Tabu s projektom Odprto. Vsi tisti, ki tega še niste doživeli, to je eden izmed najbolj zanimivih, najbolj odštekanih in najbolj odprtih avtobiografskih mjuziklov v Sloveniji, in sicer 10. julija, prav tako na Starem gradu Celje. Na Stari grad Celje pa prihaja še ljubimec ženskih src Jan Plestenjak 8. avgusta in pa Klapa in trade s Tomislavom Braličem 22. avgusta. Ne pozabite pa, da smo Celjani tisti, ki se tudi plažimo, če rečem malce hudomušno. Mestna plaža ob Savinjskem nabrežju skoraj da ni dneva, da ne bi ponujala kakšnih posebnih dogodkov.
Še posebej pa nas veseli, da smo v letošnjem letu uspeli v mestu ob Savinji pripeljati tudi razstavo National Geographica, in sicer razstavo fotografij, ki jo lahko obiskovalci najdejo na Savinjskem nabrežju pod krošnjami dreves. So izjemne fotografije živalskega sveta na Stanetovi ulici od Mestnega kina Metropol pa vse tja proti Braniboru, pa fotografije krajin. Sodelujejo slovenski in pa ameriški avtorji, razstava pa bo na ogled vse tja do konca meseca septembra. Odlično. V Celju smo Face je še tisti portal, ki nas povabi na vsa srečanja, dogodke, ki jih pripravljate. Tako je, če še niste všečkali spletnega portala V Celju smo Face, potem je treba to nemudoma storiti. www.celeja.info tudi vabi k obisku. Vsi tisti, ki pa radi ristate po knjižicah in ki radi preberete dobro knjigo, pa naj vam za prebiranje služi tudi program poletnih prireditev Knjižica, ki jo lahko brezplačno dvignete v Turistično-informacijskem centru na Krekovem trgu 3 in na Starem gradu Celje vsak dan od 9. do 5. popoldne in ob sobotah od 9. do 13. Naj vam tole poletje kljub zaenkrat takšnim čudnim deževnim dnevom vendarle lepo in verjamem, da boste v kopici dogodkov, ki jih organizatorji ponujamo za vas, našli vsaj enega ali najmanj enega za svojo dušo. Hvala lepa, Jerneja Kolar, za vse obiske v našem studiu v tej sezoni in se že veselimo naslednje. Srečno. Nasvidenje in seveda prijazno poletje. Tako, veliko prireditev se bo zgodilo tudi v teh dneh in v nadaljevanju se bomo spomnili in pregledali tudi, kaj se dogaja v Žalcu. Prireditev, na kateri boste lahko kolesarili in spoznali kolesarske poti, boste več izvedeli v njej v naslednjih trenutkih. Ali je takšen upravni postopek pravilen, da upravni uslužbenec v primeru poslovno-stanovanjske stavbe pridobiva soglasje v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja od lastnikov posameznih delov, ki so podjetja, kar preko telefona, in potem zapiše v zapisnik, da je bilo soglasje dano po telefonu, pri čemer ne zapiše, s katero osebo konkretno ime in priimek iz določenega podjetja je tekel pogovor. Zakon o splošnem upravnem postopku in uredba o upravnem poslovanju upravnim organom, torej tudi upravni enoti, predpisujeta postopek, po katerem je organ dolžan postopati. Opisani primer z vidika teh dveh predpisov ni ustrezen. Zanima me, ali že ima katera večstanovanjska stavba, blok, v Celju vpisano funkcionalno zemljišče, ki ji pripada, pri čemer ne mislimo zemljišča, ki je pod stavbo, ampak na primer parkirišče. S spremembo zakona o graditvi objektov, ki se je začela uporabljati 15. aprila leta 2008, se je prenehalo z določanjem tako imenovanih gradbenih parcel po 216. členu tega zakona. Torej, po tem zakonu pojem gradbena parcela pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu. Zakon o graditvi objektov določa, da se z njim uveljavitve tega zakona, ta zakon pa velja od 1.1. leta 2003, v primeru stavbe v etažni lastnini šteje, da med skupne dele takšne stavbe spadajo zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih so imeli na dan uveljavitve zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini pravico uporabe etažni lastniki, ne glede na to, ali so bile te parcele odmerjene kot funkcionalno zemljišče ali ne. Takšne parcele ali njihovi deli se štejejo kot gradbena parcela takšne stavbe v etažni lastnini in je v solastnini vseh etažnih lastnikov. Nadaljnja določila tega člena zakona urejajo tako imenovani postopek pogodbene komasacije, ki ni več stvar upravnega postopka
in ki se sproži na predlog upravnikov ali etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb. Stranka v tem postopku pa je tudi lokalna skupnost, torej občina, kjer se zemljišče nahaja. Takole, v poletnih dneh je dobro, da si privoščite še kakšno rekreacijo. Kolesarjenje je ena izmed takih in čudovite kolesarske poti so speljane tudi po spodnji Savinjski dolini in katere so to in pa več o sami prireditvi. Nam bo povedal Matej Siter iz Zavoda za kulturo, šport in turizem občine Žalec, vodja programa Šport. Matej, dobrodošli. Dober dan. Rastnimo jadra je akcija, ki smo jo nazadnje predstavljali, zdaj pa kolesarjenje. Je res toliko lepih kolesarskih poti v občini Žalec in okolici speljanih, da lahko pripravite to vrstno celo prireditev? Absolutno, vsekakor. Po spodnji Savinjski dolini je narejena lepa mreža kolesarskih poti. Združene so potem v kolesarsko traso 01, po kateri tudi poteka kolesarjenje po spodnji Savinjski dolini, ki bo to nedeljo 29. junija s pričetkom ob 8. uri zjutraj. In kdo vse je vabljen? Moramo biti profesionalni kolesarji ali lahko smo rekreativni? Absolutno je prireditev namenjena rekreativnim kolesarjem, ni tekmovalnega značaja, tako da vsak, ki je pač sposoben glede na svojo lastno presojo prekolesariti malo več kot 50 km, je vabljen, dobrodošel. Je namenjen tudi družinam, otrokom do 15. leta, mora biti v spremstvu staršev. Obvezna je čelada oziroma priporočljiva za odrasle, to kolesarji že vedo. Je pa poskrbljeno v bistvu za varnost, ni tekmovalnega značaja, kot sem že povedal, zatorej je spredaj spremno vozilo, zadaj spremno vozilo, tako da se vozi v koloni. V bistvu kolesarjenje povezuje 6 občin spodnje Savinjske doline, tudi občino Prebold, Tabor, Vransko, Braslovče, Polzelo in pa seveda Žalsko. V vsaki od teh občin se potem ustavijo na kratkem postanku, kjer nam domačini pripravijo, bom rekel, prigrizek za napot in pa svežilno pijačo. Vmes je v bistvu kolesarjenje bolj namenjeno temu, da se družimo in pa da si pogledamo nekatere znamenitosti, ki nas čakajo ob sami poti, recimo Žovniško jezero, potem različne gradove in tako da je vabljeni, da se nam pridružijo. Matej, morda okrog 50 km oziroma nekaj več, je trasa dolga. Kje je štart, cilj verjetno potem enako, kje približno poteka trasa? Začetek kolesarjenja je pred hotelom Žalec v Žalcu, kjer se tudi trasa zaključi. Vmes pa gremo skozi Prebold, Tabor, Vransko, iz Vranskega gremo do Braslovč, Polzele in potem se vračamo nazaj v Žalec. Trasa je ravninska, bom rekel precej nezahtevna, razen dveh mogoče malo težjih vzponov, ampak za rekreativnega kolesarja nič posebnega, tako da je v bistvu bolj kot ne ravninska trasa, prijetna za vse. Štartnina za kolesarjenje je 10 €, zato pa udeleženci prejmejo, kot sem rekel, okrepčila v poti, praktično spominsko darilo in pa malico na koncu v hotelu Žalec. Poskrbljeno torej tudi za spoznavanje naših kulturnih znamenitosti, ste omenili, skratka, tako res prijetno druženje, časovno pa približno koliko časa planirate od štarta do cilja? Glavna skupina se za kolesarjenje porabi približno 3 ure, bom rekel slabe 3 ure, ampak glede na to, da se ostanemo na teh točkah, se običajno je to kar glavnina, skoraj vsi kolesarji pridejo v dobrih 3 urah v cilj, tako da je, kot pravim, bolj rekreativne narave, ni tekmovalno, zaradi tega lahko se vsakdo udeleži in poskrbeli bomo za njega. Kje lahko še več izvedo o sami trasi, verjetno se tudi prijavijo, lahko malo prej? Prijave poteka na dan prireditve, lahko se tudi prej, če bi kdo imel izrecno željo, se lahko prijavi na naš e-mail naslov. Več v sami prireditvi si pa lahko pogleda na naši spletni strani zkšt-žalec.si, kjer dobijo tudi podatke o trasi in pa ostalih stvarih, ki jih mogoče zanimajo. Še eno morda malo nehvaležno vprašanje, glede na to, da je letos nekaj prireditev zaradi dežja, zaradi slabega vremena že odpadlo. Kako je v tem primeru, če bo vreme malo slabše? Če bodo na dan prireditve padavine, bo prireditev odpadla. Drugače bomo pa prireditev izvedli, mi upamo, da ne bo v nedeljo dežja, v vsakem primeru pa bomo preko sredstev javnega obveščanja, preko medijev obvestili vse morebitne udeležence, da bo pač prireditev odpadla. Tako.
No, v Žalcu pa smo nekaj časa nazaj predstavljali tudi odlično športno rekreativno prireditev Razpnimo jadra. Matej Siterta tudi še poteka, ne, tudi v teh poletnih časih? Tako je. Imeli smo nekaj težav z vremenom, kasneje smo vse prireditve, spravili pod streho, tako da nismo nič v zaostanku. Vsekakor vsi ljubitelji športa, rekreacije in narave vabljeni, da se nam pridružijo na teh prireditvah, kjer jim poleg samega športnega udejstvovanja ponujamo tudi možnost, da si priborijo kakšno praktično nagrado in združijo prijetno s koristnim. Tako, odlično, hvala lepa, prijetne poletne dni, obilo dobro izpeljanih prireditev, čim manj težav z vremenom, ne, kar je letos morda bilo malo bolj v ospredju, in se vidimo v Žalcu vsekakor. Hvala lepa. Tako, mi pa, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, se za par mesecev poslavljamo, v mesecu septembru pa spet vabljeni, da ste z nami v tedenski izdaji Televizije Celje. Srečno! Thank you.